V galeriji Murska Sobota sta v času zimskih šolskih počitnic potekali slikarska in kiparska likovna delavnica, na katerih so otroci vadili slikanje in risanje na različne načine z različnimi materiali in ustvarjali figure iz das mase. Več o namenu teh delavnic nam je povedala muzejska vodnica Jelka Geder Kosi. Kot že slišimo, so začeli mesiti tole glino, ampak das maso imamo tukaj, ker potem se to lažje izvaja. Na kiparski delavnici pa bo vsakdo poustvarjal tisto, kar si bo, bi rekla, zaželel, da ga bo potem, ko bo to pogledal, dvignilo v pozitivno smer. Na tokratni likovni delavnici so se otroci seznanili s kiparstvom. Danes je kiparjenje in sicer obdelava das mase za izdelavo kipov. Kajti na prvi likovni delavnici smo ustvarjali, se pravi, slike, smo uporabljali čopič in papir, sedaj pa imamo das maso in pa tudi neke druge materiale, ker vsakdo bo ustvaril po 2 kipa. Tako najprej bo tole iz das mase, ker to je potrebno, da se potem tudi suši, saj to se suši dalj časa, ampak potem, ko bo to izdelano, si bodo še izdelali en, bi rekla, kipec, ki pa bo iz recikliranega vsega materiala, da bodo videli, da se da z malo fantazije ustvariti tudi kaj več. Iz katerih krajev vse prihajajo otroci in kako sprejemajo tovrstne delavnice? Ja, na teh delavnicah so zdaj kar širše, tukaj po Mursko tudi prihajajo, tudi iz Radencev imamo, pa tukaj z našega Pomurja, od Beltinec, pa jaz sem tako da. Tisti, ki pač spremljajo dogajanje v galeriji, so prijavljeni na naše novice, dobivajo ta obvestila. Oziroma v medijih, kjer objavimo to, da se bo to dogajalo pri nas, se potem prijavijo. Kajti mi smo zelo zadovoljni, če se prijavijo za to, da se znamo pripraviti glede materiala, glede vsega tega, pa tudi prostorsko. Kajti delavnice se pač odvijajo v tem našem prostoru, rečemo atelje Pike in Packa, kjer lahko res packamo, bi rekla, da se, bi rekla, prav izživimo v tem ustvarjanju, tako da počitnice so. Otroci skozi kiparske delavnice spoznavajo veliko več kot samo oblikovanje. Pri tem gre za celosten razvoj, ustvarjalni, čustveni, miselni in socialni. Hkrati pa spoznavajo materiale in naravo. Izraziti se morajo in povedati to, mogoče kar včasih z besedo se ne da povedati. Ampak šli smo skozi različne teme, pokazala sem jim tudi dela iz naše stalne zbirke, torej kipe, in vsak ima svojo zgodbo z enim majhnim nakazilom, se jim pove, ampak to, kako doživljamo mi neko umetniško delo, je čisto od vsakega posameznika odvisno. Od tega, kar že ima v sebi, ne samo kar je videl, od marsičesa. Ali v galeriji v prihodnje načrtujejo likovne delavnice? Vsekakor, ja, bo. V vsaki razstavi načeloma prirejamo likovne delavnice, tako da bo tudi nekaj za odrasle osebe, tako da nekaj je pač za šolsko mladino, nekaj pa za odrasle. Včasih pa tudi za, recimo, za družine, tako da so še različni dnevi. Ampak jaz vedno znova poudarjam, čisto vsak dan je dan kulture, ne samo 8. februar, vedno, ko si vzameš v roke knjigo, ko pogledaš neko sliko, ko kaj napišeš, zapoješ. Likovne delavnice, ki potekajo med šolskimi počitnicami v galeriji, lahko otrokom zelo koristijo tudi v njihovem šolskem sistemu, saj v sproščenem okolju razvijajo njihovo ustvarjalnost, samostojnost in samozavest, kar jim pomaga pri šolskem delu, predstavitvah in reševanju nalog. Obenem pa krepijo zbranost, opazovanje in sposobnost izražanja, kar pozitivno vpliva na učenje pri različnih predmetih, ne le pri likovni umetnosti. Sedaj, ko imajo samo 1 uro likovnega pouka na teden, otroci prav čakajo, da kje se lahko, bi rekla, na ta način še dodatno izrazijo. S tem, da vem, da je kar precej veliko družin, kjer otrokom zelo dosti, bi rekla, omogočajo, ne samo z nabavo različnega materiala, ki ga zdaj res dobimo, kolikor pač hočemo, tako da je to ena od načinov, kako se sprostiti in odmakniti od vsega ostalega. Ne samo televizija, računalnik, telefon. Je potrebno čisto usmeriti fokus tudi na nekaj takega senzibilnega.
Kako se je zdela Vitanu kiparska likovna delavnica in kaj bo oblikoval na delavnici? Zelo dobro. Malo opiši, recimo, kaj boš delal danes za kipa, recimo. Mogoče glavo. Lili je na delavnici ustvarjala skupaj s svojimi prijateljicami, ki jih je spoznala na prejšnji delavnici. Z navdušenjem nam je zaupala, da bo najprej oblikovala svojo idejo v Das Masi, nato pa jo bo skrbno dodelala in okrasila. Mesila še malo, tam pa gordala kip. Pa mislimo, kakšnega človeka, pa takšnega. Eva nam je povedala, kaj vse bodo počeli na delavnici. Izbrali smo enega kipa, ki bomo delali sami, pa med zmezdelom kaj pomagala. Neko deklico bom naredila, ki je zaskrbljena. Kot je povedala muzejska svetnica Geder Kosi, je vsak dan lahko dan kulture, če si vzamemo čas za branje, ustvarjanje, obisk razstave ali pogovor o umetnosti, ki nas bogati in povezuje. Kultura ni le poseben praznik, temveč način življenja, skozi katerega razvijamo spoštovanje, ustvarjalnost in razumevanje sveta okoli sebe.